Pozdravljeni. Danes so na vrsti vaše pobude ter vprašanja in skušali bomo ugotoviti, zakaj na veliki nagradi Las Vegasa Carlos Sainz mlajši ni bil sankcioniran zaradi, po mnenju mnogih, spornega manevra. Pri našem srečanju v živo po sami dirki za veliko nagrado Las Vegasa je seveda med mnogimi drugimi prišlo tudi vprašanje, ali lahko pričakujemo kakšno kazen za Carlosa Sainza mlajšega. Seveda španski voznik skuderije Ferrari je dirko končal na 3. mestu in ukolikor bi prišel recimo temu kak časovni pribitek, bi to lahko pomenilo, da bi seveda to mesto tudi izgubil. In zakaj je pravzaprav šlo? Pri Ferrariju so napravili manjšo napako. Pri drugem postanku španskega voznika je prišlo do zmede. Namreč Carlos Sainz mlajši je že kar nekaj krogov zahteval postanek in ko so mu končno nekako to prošnjo uslišali, mehaniki niso bili pripravljeni. Carlos Sainz mlajši je seveda bil opozorjen na to v zadnjem trenutku, ko je svojim Ferrarijem SF pomišljaj 24 že zapeljal na tisti del proge, ki vodi v vstopno stezo. In mnogi navdušenci in tudi nekateri komentatorji so menili, da bi moral biti Carlos Sainz mlajši sankcioniran. Konec koncev, tudi Lewis Hamilton je po radijski zvezi javil svojemu inženirju, naj dogodek prijavi seveda vodstvu dirke. In zopet dokaz, kako gre v Formuli 1 za džentelmenski šport. Jaz nadziram tebe in ti nadziraš mene. Ampak po koncu dirke nismo zasledili nobenega uradnega dokumenta in iz tega izhajajoče sankcije. Torej mnogi, imenujemo jih poznavalci kot običajno, so zopet trdili, da je FIA zadeve lepo pometla pod preprogo, kajti oni Formulo 1 spremljajo že več desetletij, in tisto je bil prekršek. Seveda v tem primeru gre edino za njihovo lastno osebno mnenje, kajti niso predstavili prav nobenega argumenta, zakaj naj bi tako bilo. In verjetno ste opazili, da tisti, ki najmanj poznajo pravila nekega športa, so običajno tudi najbolj glasni. A treba je tu poudariti še nekaj, da pri Ferrariju niso bili edini tako nerodni. V vsej zmedi je imel Carlos Sainz mlajši tudi obilico sreče, da so ga zadnji trenutek še preusmerili nazaj na progo. Naprimer, Esteban Ocon je zapeljal v pit lane in njegovi mehaniki pri ekipi Alpine so bili lepo udobno nameščeni v garažah. Ni mu preostalo drugega, kot da je zapeljal naprej in odslužil nekaj, kar je podobno tisti kazni imenovani drive-thru. A vrnimo se k Carlosu Sainzu mlajšemu in tistemu, kar ni bil prekršek. Treba je poudariti nekaj. Če hočemo ukrivljati pravila, če hočemo hoditi po robu, moramo najprej že prej omenjena pravila poznati in to zelo dobro. Če se sedaj ustavimo za trenutek pri tistem, kar piše v mnogih pravilnikih, bomo takoj ugotovili, da vhod v pit lane je točno opisan v športnem kodeksu, torej v tistem dokumentu, ki je malce nad pravilnikom same Formule 1.
In tu v dodatku L, poglavju 4, 4. členu sekciji D, imamo točno zapisano, zakaj gre. In sedaj, ko si zadevo lahko ogledamo malce pobližje, bomo lahko takoj razumeli, zakaj Carlo Sainz mlajši sploh ni napravil prekrška. Namreč v členu piše približno takole: razen v primeru neke višje sile ali če drugače določi direktor dirke, noben del kolesa bolida, ko ta vstopa v pit lane, ne sme v nobeni smeri prečkati črte, ki loči progo od vstopne poti. Verjamem, sedaj mnogi izmed vas ste vzkliknili, saj je šel čez črto, imamo fotografije, jasno, Sainz bi moral biti kaznovan. Ampak se je kdo izmed vas vprašal, ali je Carlo Sainz mlajši pri tistem manevru vstopil v pit lane, ker se je vrnil nazaj na progo, vse, kar piše v prej citiranem členu, enostavno ne velja. In če se kdo spomni, kaj sem dejal v tistem našem srečanju v živo po sami dirki, sem poudaril, da običajno vhod in izhod iz boksov se spreminja od dirke do dirke in pri navodilih samega direktorja so običajno, glede na specifike same proge, določene posebne omejitve. Tu, na primer, bi rad poudaril dva primera, da nam bo jasno. Na znani progi v Špilbergu, na Red Bull ringu, so navodila taka, da dovoljujejo prečkati tisto belo črto, ki loči vstopno pot od same steze. Zakaj? Ker drugače vozniki ne morejo biti na najhitrejši liniji. In seveda tu je specifika proge v Avstriji. Kaj pa v Azerbajdžanu? Tam zaradi varnostnih razlogov je zapovedano čisto nasprotje. Enkrat, ko vstopiš na tisto vstopno pot, moraš iti seveda v pit lane. Tu ni izgovor. Ampak ta določila veljajo naprimer na progi v Bakuju in ne v Las Vegasu. V navodilih, ki smo jih lahko prebrali vsi in so javno dostopna, ni bilo nikjer nič omenjenega o kakšnih podobnih omejitvah. In tu seveda sedaj lahko vidimo, zakaj tisti, ki so najbolj glasni in običajno ne poznajo točno, zakaj gre, v bistvu delajo zmedo in seveda med nami navdušenci nepotrebne zdrahe. Verjamem, da običajnemu ljubitelju Formule 1 določeni členi pravilnika niso znani. In verjetno ste opazili, da tudi sam, ko razlagam kakšne stvari, si vzamem čas, pogledam, kaj je bilo objavljeno, kaj piše v pravilniku in šele na to, ko imam argumente, povem tisto, kar se mi zdi prav. V tem primeru smo lahko videli, da praktično smo imeli ogromno hrupa za nič, če mi dovolite to primerjavo. Ampak kot običajno, verjamem, da tisti, ki že desetletja spremljajo Formulo 1 in vedo, zakaj gre, v tem primeru bodo še zmeraj trdili, da je FIA vse pometla pod preprogo. Ampak to je njihovo mnenje. Mi smo tu si pogledali dejstva. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.